Občina Bohinj, mislim, da se zelo dobro zaveda, kakšen potencial premore v svojem prostoru. Se pravi, neko izjemno arhaično krajino, ki je po eni strani naravna krajina, po drugi strani pa tudi kulturna krajina, se pravi oba aspekta tega sveta v nekem pravem ravnovesju, ki sta po eni strani dediščina tega, kar je ta prostor podedoval iz prejšnjih stoletij in generacij, po drugi strani pa tudi tega, kar skozi sodobni svet, urbanizacijo, infrastrukturo vstopa bolj agresivno in morda manj občutljivo v ta prostor. In občina tle skrbi za to, da bi se našlo neko pravo ravnovesje med tem, kaj ohraniti, obvarovati, čuvati, kje pa razvijati in ko razvijamo, na kak način razvijati, da bo to ravnovesno, trajnostno, vzdržno, sonaravno. Skratka, če se malo ozremo tle naokoli, vidimo, da je tle en kup enih poskusov, da se nekaj ureja, da je nekaj, na razpolago za turiste, obiskovalce, tudi za domačine navsezadnje, ampak vse izhaja z neke partikularne, posebne ideje, vsaka zgodba je zgodba zase, te zgodbe na nek način niso prešite in povezane v neko celoto, recimo, ki bi dopolnjevala to naravno, izjemno krajino na en bolj harmoničen, senzibilen način. Se pravi, tle rabimo arhitekture, ki so medsebojno, te mikro, recimo lesene, ki so medsebojno povezane na en harmoničen način, rabimo poti, zeleno ureditev, parkovno, krajinsko ureditev, prometno ureditev. Vse to mora na nek način konvergirati in biti povezano v neko celoto, ki je vsa prešita in na nek način vibrira s to pokrajino. V samem procesu snovanja urejanja teh prostorov je ponavadi v metodologiji že vgrajena participativnost. Skratka, mi smo za ta prostor, se pravi tle od Skalce pa do sem, 3 skupine pač strokovne obdelovale ta prostor, imele stik z prebivalci, imeli delavnice tako imenovane, z lokalnimi prebivalci, z predstavniki občine, z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, s Triglavskim narodnim parkom. Vsi ti akterji, ki na nek način tle sodelujo in morajo delovati z roko v roki, se morajo pogovarjati in morajo na koncu priti do nekega konsenza in neke rešitve, ki zadosti vsem pogojem. Včasih je to potrebna pač neke vrste intenzivna komunikacija, da se določene stvari ublažijo oziroma najdejo, ampak načeloma to ni problem. Če je dobra volja, če pač je seveda povsod tudi neka strokovnost, recimo kolesarska pot, ki smo jo pred dobrimi 10 leti koncipirali, je bila ena taka izrazito zanimiva tema, inventivna. Želja je bila, da se iz Bohinjske Bistrice do Ribčevega Laza pride na varen način, ker je ta regionalka izrazito bila obremenjena in da pač speljemo ob cesti verjetno neko kolesarsko pot, ki bi bila bolj ali manj prozaična. Mi smo razmislili, da je treba to malo drugače narediti in smo šli preko Save Bohinjke na drugo, na levi breg, če gledamo dol vodno, in tam skozi obstoječe stare vasi po starih poljskih in gozdnih poteh tako rekoč reciklirali te poti in naredili kolesarsko pot, ki je izrazito doživljajska, ki ti Bohinj odpre na nek drugačen način in je to postala uspešnica, ne samo za obiskovalce, ampak tudi za domačine, ki jih pa na različni ravni, tudi mamice z vozički, tudi kot talkari poleti in tako naprej uporabljajo. Skratka, na ta način, to je tudi paradigmatski premik, moraš malo drugače infrastrukturo premisliti, jo na nek način vrniti nazaj, pa posodobiti hkrati. To je pač neka tudi izkušnja, strokovni način gledanja, percipiranja sveta, prostora in časa, kjer pa ti premiki v percepciji in pa tudi realizaciji pride. In ta kolesarska pot je bila večkrat nagrajena, ne samo tle, ampak v Evropi, tudi izjemno nizek ogljični odtis, kot predlani, ki je v Innsbrucku evropska nagrada, recimo za zeleno infrastrukturo oziroma arhitekturo. Skratka, pridejo pa tudi take potrditve, da je tako občina kot tisti, ki z njo sodelujemo na pravi poti in ljudje to tudi s svojo afirmativno, torej pritrdilno odzivo in tudi rabo predvsem na nek način živijo in potrjujejo, da je bila taka investicija smiselna.